Danes imamo na potniškem terminalu v Kopru dan odprtih vrat 430. mornariškega diviziona. Mi bomo predstavili tukaj zmogljivosti za površinsko delovanje, obe ladji, večnamensko ladjo Triglav 11, hitro patruljno ladjo Ankaran 21, odred za specialno podvodno delovanje in vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev. Z nami so tudi pripadniki logistične brigade z vojaškim vozilom Valuk, pripadniki specializirane enote vojaške policije, pripadniki športne enote. Povabili smo tudi veterane Zvezo vojnih veteranov za Slovenijo, Slovenska Istra, Društvo upokojencev MORS, Zveza slovenskih častnikov Slovenska Istra. Uprava za obrambo Postojna danes izvaja seznanitev za vojaške obveznike iz obalnih občin, to je občine Ankaran, Izola, Piran in Koper. Na obali imamo preko 300 vojaških obveznikov letnika 1999, ki jih bomo danes seznanili z pravicami in obveznostmi na potniškem terminalu v Kopru. Na prvi točki predstavljamo vojaška vozila, druga točka je pehotna oborožitev, tretja točka vojaška policija predstavlja svojo opremo, na četrti točki se predstavlja vojaška zdravstvena enota in pa še normalno, ker smo v obmorju, ima 430. mornariški divizion tukaj svojo ladjo Triglav in pa Ankaran. In danes smo bili tukaj poklicani, da nam predstavijo to, da smo v vojaški evidenci. In ta predstavitev vojske mi je bila všeč, so predstavili tako, ker sem pričakoval orožje, vozila. In tako, moram priznati, da je zelo zanimivo. Tako me je kar zamikalo. Mene tudi, jaz sem bil predvsem navdušen nad ladjo. Tako smo izkoristili v danih razmerah najboljše možnosti za predstavitev Slovenske vojske, ki na obali nima vojaških objektov oziroma vojašnic in oborožitve.